Spoštovani gostje, kot uvod v današnjo slavnostno podelitev nagrad in priznanj Nacionalnega inštituta za biologijo je biološki oktet zapel pesem Jakobusa Galusa Libertas Animi. Lepo pozdravljeni, spoštovani predstavniki in podporniki slovenske znanosti. Poseben pozdrav gre ministrici za izobraževanje, znanost in šport, profesorici doktorici Maji Makovec-Brenčič, predsedniku SAZU, akademiku Tadeju Bajdu, rektorju Univerze v Gorici, profesorju doktorju Danilu Zavrtaniku, predsedniku KOSRIS-a, profesorju doktorju Jadranu Lenarčiču in ostalim uglednim gostom. Seveda pa gre poseben pozdrav tudi vsem nagrajencem, dobitnikom priznanj in nagrad Nacionalnega inštituta za biologijo, katerim je današnja slovesnost namenjena in ki jih bomo pobliže spoznali v nadaljevanju. Nacionalni inštitut za biologijo je tretji največji raziskovalni zavod na področju raziskovalnih ved v Sloveniji. Predstavlja najprodornejše in najsodobnejše raziskovalne potenciale v osnovnih in uporabnih bioloških raziskavah in že 55 let ustvarja novo temeljno znanje na področju biologije ter sorodnih, naravoslovnih in okoljskih ved. Za razliko od večine drugih inštitutov je NIB nastal samorastniško, samosvoje, iz peščice navdušenih biologov, od katerih je eden od pomembnih stebrov prav profesor dr. Miroslav Zej. Zato njemu posvečamo nagrade zožjega in širšega delovanja inštituta. Med pomembnimi stebri NIB-a je tudi že prejemnik Zejeve nagrade za življenjsko delo, profesor Jožef Štern, zaslužen predvsem zato, da se je Ljubljanskemu inštitutu za biologijo 10 let po nastanku leta 1970 pridružila morska biološka postaja Piran. Zaradi samosvojega iskanja poti, poslanstva, je bila inštitutska pot bolj trnova kot rožnata. Morda pa je prav to ustvarilo vso voljo in vztrajnost, ki sta vodili še posebej v zadnjih nekaj letih do zavidljivih uspehov. Predvsem v znanstvenih objavah in raziskavah, ki vedno bolj segajo preko meja Evrope, s čimer postaja NIB svetovno uveljavljena inštitucija. Prav raziskovalna dejavnost in ustvarjanje vrhunskega znanja sta vodilni sili razvoja človeštva in NIB združuje prav to, čemur pravimo znanstvena odličnost. Letos tradicionalne Zejeve nagrade podeljujemo že šestič. Danes bomo podelili nagrade NIB-a za izjemna doktorska dela, nagradi Miroslava Zeja za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIB-a v zadnjih 5 letih in veliko nagrado Miroslava Zeja za življenjsko delo. Da pa je Nacionalni inštitut za biologijo tako uspešen že zadnjih 20 let, ima veliko zaslug direktorica, profesorica doktorica Tamara Lah-Turnšek, ki jo zdaj vabim k mikrofonu. Spoštovani visoki gostje, kolegice in kolegi, sodelavke in sodelavci, dragi prijatelji. Izredno veselje in čast nam je, da ste se odzvali našemu povabilu na proslavu za že 55. obletnice Nacionalnega inštituta za biologijo, ki smo jo združili tudi s podelitvijo nagrad Miroslava Zeja. Tisto leto 1960, ko je polagal s kolegi temelje tega inštituta, prav gotovo ni bil čas obilja in dobrin, ki nas obdaja danes. In v raziskovalnih laboratorijih in kabinetih prav gotovo ne tako dobrih možnosti, kakor jih imajo dobri raziskovalci danes, da v mednarodni dimenziji našega dela takrat zaradi objektivno močno omejenega prostora ne govorim. Bil pa je čas, kakor sem ga tudi sama doživljala, čas ustvarjalne energije, ki je izhajala iz upanja in zaupanja, da ustvarjamo znanstveniki skupaj z družbo nekaj dobrega za vse. Gospodarstvo, sicer temelječ na nekoliko drugih izhodiščih, je skupaj z državo ustanavljalo znanstvene inštitute za reševanje svojih in družbenih problemov, kako tudi za pomoč razvijajoči se
industriji, gospodarstvu, tehnologiji, ki je omogočala razvoj Slovenije še dobre desetletja zatem. Danes na teh inštitutih zapiramo oddelke. V strahu pred rdečimi številkami novoletnih bilanc odslavljamo dobre raziskovalce, tudi mlade, predvsem mlade, in jih naše napotimo v enosmerno potovanje v tujino, medtem ko tuje, ki tudi prihajajo k nam, tudi ne moremo omogočiti svojih karier, ki bi jih lahko na našem prostoru tudi realizirali. To so dejstva. Smo se spremenili mi, čeprav znanstveno bolj uspešni, kako kdajkoli prej, ali pa se je spremenila družba, ali pa se je spremenila morda politika, ki nas v nemoči, ki so jo povzročile lokalne in globalne finančne goljufije in krize, marginalizira in nas potiska na rob družbe in obstoja. A kar nas vse pravzaprav še najbolj skrbi je to, da v nas, v znanosti, gospodarska politika še posebej in tudi nekateri drugi resorji ne prepoznavajo rešitev, ki jih ponujemo. Vsak dan, povsod, na vseh področjih, tudi v biologiji, in ki jih je možno s pametno in premišljeno strategijo in ekonomsko-političnimi veščinami in orodji pač izkoristiti in s temi lahko posodobimo obstoječe in postavljamo nove prebojne tehnologije, tudi seveda v svetovnem merilu. Takovi preskok v segment tehnologije z najvišjo dodano vrednostjo povzdigne Slovenijo iz zadnjih mest, na katerih se nahaja v nekaterih mednarodnih lestvicah, lahko pripeljal vsaj na tisto mesto, ki ga je Slovenija imela še pred dobrim desetletjem, ko je padla v objem Evropi. In naš veliki državnik in človek, dr. France Bučar, je še letos o predstavitvi svoje knjige Prelom, do katerega ni prišlo, dejal: Slovenija mora izstopiti iz mrtvila, če hoče preživeti. Kako? Kot profesor Zej, katerega kljubovalna življenjska sila in pot pravzaprav je bila polna nekih ovir družbenih, finančnih, strokovnih in osebnih, tako moramo tudi mi premagati in to situacijo in se opreti predvsem na lastne sile. In začeti razmišljati drugače. In njim je tudi že začel razmišljati drugače. V zadnjem obdobju se je že preusmeril tako, da danes sodeluje kar 40 podjetij, in to tudi velikimi podjetji, kar zelo počasi, a vendarle prinaša neko željeno dodano vrednost in se delno kompenzira primanjkljaj financiranja temeljnih in raziskovalnih raziskav strani države. Biologi dejansko že prepoznavamo, da lahko naše znanje in naše spretnosti in veščine pomagajo pri biotehnoloških rešitvah in lahko neko storitev ali nek produkt prelevijo v nekaj bolj uporabnega, v nekaj s tisto željeno dodano vrednost. In na ta način seveda pravzaprav enako delo, enako raziskovalno delo, na enak način, vendar pa moramo in smo že vprašanja, ki si jih postavljamo vse dan, osvetliti z neko drugo valovno dolžino in že vidimo neko čisto novo dimenzijo uporabnosti neke naše dejavnosti in tako ustvarjamo tudi nove vrednote in seveda denar, ki ga vsi tako močno potrebujemo. Letošnji zbrani nagrajenci s svojim delom izkazujejo odprtost in dolgoročnost teh razmišljanj, kako boste rekli v nadaljevanju naše proslave, tako svojo vizijo, kako tudi svojim dejanskim delom in so mnogi usmerjeni tudi v poslovne organizacije, torej sodelujejo z gospodarskim sektorjem. So tudi med nami in upamo, da bodo posebno mladi, ki jih imamo kar nekaj med našimi nagrajenci in smo jih tudi nagradili nekako s stališča tega povezovanja z industrijo, da bodo sledili tem vzorom in seveda so naše veliko upanje v budućnost. Nedavno je Carlo Inserti, ki je podpredsednik korporacije Ženzheim, na otvoritvi tretjega srečanja Evropa Bio v Evropskem parlamentu dejal: noben drug sektor ne obljublja tako velikega prispevka kvaliteti življenja, zmogljivosti in okoljski trajnosti preko inovativnih tehnologij kot prav biologija in biotehnologija. In obenem zagotavlja tako ekonomsko rast, kakor tudi bogati zakladnico znanja o osnovnih principih, ki vladajo v naravi, ki nas obdaja.
Mislim, da tu ni kaj dodati in zato bi s tem zaključila mojo uvodno pozdrav. Hvala lepa. Hvala direktorici Niva, profesorici Tamari Lah-Turnšek. K slavnostnemu nagovoru pa zdaj vabim častno gostjo današnje prireditve, ministrico, profesorico doktorico Majo Makovec-Brenčič. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, spoštovana gospa direktorica, profesor dr. Tamara Lah-Turnšek, cenjeni visoki gostje, rektori, direktori, predstavniki znanosti. Hvala vam za to priložnost in predvsem že vnaprej čestitke vsem, ki ste ustvarili nova znanja. Prav v tem inštitutu, prav z naporom vseh vas in seveda predvsem z eno izjemno predanostjo in verjetjem v to, da v znanosti še vedno zmoremo. NIP je danes eden izmed največjih javnih raziskovalnih zavodov v Sloveniji. Slišali smo že kar nekaj o tem, kaj pravzaprav se tudi v zadnjem času dogaja novega v tem inštitutu. Z izvajanjem mednarodno odmevnih raziskav na dveh lokacijah, v Biološkem središču v Ljubljani, seveda tudi na Morski biološki postaji v Piranu, v povezavi z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji, predvsem tudi gospodarskimi partnerji, skuša in dosega številne znanstvene odličnosti, pa ne le to. Mislim, da tisto, kar odlikuje NIP vse bolj in bolj, je prav prenos znanja. Prenos znanja do malih, srednjih in velikih podjetij, do vseh tistih, ki seveda potrebujejo v veliki vrednosti ustvarjati vsaj delček tega, kar zmorete raziskovalci, znanstveniki in seveda vsi tisti, ki spodbujate tudi razvoj novih področij znotraj NIB-a, prenesti v uporabno vrednost. In prav to je bistvo danes zaznavanja vseh odličnosti znanosti. Zagotovo pa te nikoli ni, če ni dobre bazične znanosti. In ker vem, da je kritičnih razmislekov povsem upravičeno, seveda iz zadnjih let podfinanciranja znanosti in tudi visokega šolstva obilo, je prav, da vendarle vsaj malce navdam danes tole srenjo z optimizmom, kamčkom optimizma. V prihodnjih dneh se soočamo v parlamentu s predlogom proračuna, ki po kar nekaj letih obrača, upamo in trkamo, trend financiranja tako znanosti kot visokega šolstva navzgor. Ne prav veliko, a že signal, tisti trenutek, da vendarle je prav, da to področje dobi svoje mesto, kot veste, je to vendarle eno od prioritet tudi te vlade, je seveda tisti kanček optimizma, ki vem, da ga moramo navdati vsem nam za to, da bodo še posebej mladi, o katerih je govorila tudi gospa direktorica, vendarle našli svoje mesto in priložnost še vedno v Sloveniji. Kaj smo si na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zadali tudi v novi finančni perspektivi? To je tisti del sredstev, ki prihaja iz kohezijskih virov, ki je pravzaprav del sredstev davkoplačevalcev Evrope in nas samih, a vendarle za katerega prav na ministrstvu menimo, da je prav, da dobi novo oplemenitenje prav na področju znanosti in izobraževanja. Pospešili bomo znova razvoj instrumentov mladih raziskovalcev. Razvili shemo raziskovalcev v zgodnjem obdobju, torej v tistem prvem obdobju raziskovanja, novo karierno pot, ki rečemo. V pametni specializaciji bomo skupaj z ministrstvom oziroma službo vlade za razvoj in seveda kohezijo vendarle kmalu spravili tudi v javni eter razpis, in to skupni razpis na področju pametne specializacije, ki ga sodelovalno izvajamo tudi z Ministrstvom za gospodarstvo in tehnologijo oziroma razvoj. In seveda skušali znotraj tega udejanjiti tudi tiste elemente, ki jih raziskovalci še posebej potrebujete, in to je področje raziskovalne infrastrukture. Del tega smo vam namenili že letos. Ni bil velik, ali naj bo to vendarle tisti kanček spet spodbude za to, da se vse bolj moramo in še enkrat moramo zavedati v tej družbi, da družbe znanja ne bo, če ne bo razvoja prav na področju znanosti, raziskovanja in prenosa tega v inovativnost. In zakaj razlagam o tem prav danes?
ne samo zato, ker smo skupaj v podobnem zbiru že imeli eno takšno diskusijo, ampak predvsem zato, ker je prav, da nagrajenke in nagrajence vendarle spodbudimo ne le samo zato, ker skušamo pridobiti nove vire, ampak zato, da vsi skupaj verjamemo, da ne le sredstva, ampak predvsem človeški pogum, predanost in vztrajnost so ustvarjajo to, kar ustvarjali že 55 let. Zato res iskrene čestitke vsem za vsa desetletja dela, za vse dosežke, za vso mednarodno odličnost in tudi prebojnost, kdaj tam, ko že morda ne verjamete več v institucije in državo, a verjamete vase. Zdaj smo pa mi seveda na ministrstvu za to, da začnemo verjeti drug v drugega in predvsem skupaj. To bo najboljša popotnica, da bodo tudi prihodnje odločitve v prid znanosti in izobraževanju. Iskrene čestitke vsem in res znanje je tisto, ki najbolj šteje. Ne nastane čez noč, a nihče nam ga ne more vzeti. Hvala. Današnjo slovesno podelitev priznanj in nagrad Miroslava Zeja, ki jih podeljuje Nacionalni inštitut za biologijo, začenjamo s svečano razglasitvijo tistih, ki bodo prejeli nagrado MIM za izjemno doktorsko delo na področju raziskovalne dejavnosti inštituta. Priznanja bosta podelili direktorica inštituta in predsednica komisije za nagrade, profesorica Marina Dermastja. Najprej pa prosim profesorico Marino Dermastja, da predstavi poročilo komisije. V obdobju, za katerega podeljujemo nagrade najboljšim doktorantom Nacionalnega inštituta za biologijo, to je od 1. oktobra 2014 do 30. septembra 2015, je doktoriralo 10 doktorskih študentov. Nina Prezelj, Ana Lazar, Alen Vejlju, Maja Cegoj, Ida Šmit, Anka Kuhelj, Nejc Rački, Anastazija Jež, Nina Mencin in Jana Erjavec. Komisija za letošnje nagrade v sestavi profesor dr. Boris Ket, profesor dr. Gregor Anderluh, profesor dr. Jadran Paganel, profesor dr. Tamara Lah-Turešek in profesor dr. Marina Dermastja je naloge proučila in se odločila, da letos podeli kar 3 nagrade za izjemna doktorska dela. Na oder že vabim Nino Prezelj, ki je v času doktorskega študija objavila 6 znanstvenih člankov in enega že poslala v objavo. Vsi članki so v kategoriji A1 in so bili že 27krat citirani. Priznanje za najboljše doktorsko delo prejme tudi Nejc Rački. Objavljeni 5 članki, vsi v kategoriji A1. Članki imajo 14 citatov. Ker na Nacionalnem inštitutu za biologijo zelo podpiramo aplikativno dejavnost, smo se v letošnjem letu odločili, da podelimo še 3. nagrado za izjemno doktorsko delo, in sicer Jani Erjavec. Jana Erjavec ima iz doktorske naloge slovenski patent in je tudi prejemnica Krkine nagrade za leto 2015. V soavtorstvu je objavila 3 znanstvene članke, ki so bili do sedaj že 24krat citirani. Miroslava Zeja za izjemne dosežke na področju dejavnosti inštituta. Prosim profesorico Marino Dermastja, da razglasi nagrajenca. Na letošnji razpis za izjemne dosežke na področju dejavnosti inštituta smo prejeli 5 predlogov. Komisija v že prej imenovani sestavi je predloge preučila in se odločila, da podeli 2 nagradi.
Nagrado Miroslava Zeja za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke v zadnjih 5 letih na področju dejavnosti NIP prejme docent dr. Matjaž Kuntner, ki ga vabim, da se nam pridruži. Docent dr. Matjaž Kuntner, predstojnik Biološkega inštituta Jovana Hadžija, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, deluje na področju arahnologije, to je proučevanja pajkovcev, še posebej se ukvarja s skupino pajkov nefilide. S svojimi odličnimi objavami v mednarodni znanstveni literaturi je v zadnjem obdobju bistveno prispeval k razumevanju biologije in sistematike teh živali pri nas in v svetu. Nagrado Miroslava Zeja prejema za izjemen dosežek odkritje novih vrst pajkov v tropih starega sveta, med njimi endemite oceanskih otokov Madagaskarja, Mauricija, Reuniona, Riokija ter ogroženih ekosistemov v Avstraliji, Aziji in Afriki. Letos smo se odločili, da nagrajenca predstavimo v pogovoru z njim. Dr. Matjaž Kuntner seveda najprej iskrene čestitke ob nagradi. V tem izjemnem dosežku ste raziskovali filogenetsko sistematiko modelnih skupin pajkov, hkrati pa tudi najtrši naravni material svilo, ki jo pajki izdelujejo za izgradnjo mrež. Nam lahko predstavite, kako poteka takšno raziskovanje? Hvala lepa. Tako raziskovanje je, kot ste omenili, zelo raznoliko in seveda izrazito integrativno, kar pomeni, da se poslužujemo raznih metod in pristopov. Čeprav so moji začetki bili strogo v sistematski biologiji in sem se dejansko na začetku kariere usmeril najbolj v taksonomijo in filogenetsko sistematiko, znotraj katerega sem opravil ogromno terenskega dela po v glavnem tropskih krajih ter opisoval precej novih vrst. Pa sem se v zadnjih letih usmeril tudi bolj v integracijo raznih bioloških področij, vse v nekem večjem sklopu evolucijske biologije. Morda so bili največjih medijskega zanimanja deležni opisi novih vrst, med temi največji pajek mrežar na svetu, ki sem ga poimenoval Nephila comaci, in pa pajek, ki doseže z premeri mrež daleč največje rekorde. Ampak to ni vsa dejavnost. V laboratoriju, ki sem ga ustanovil na ZRC SAZU, ki ga imenujemo Laboratorij za evolucijsko zoologijo ali angleško EZ Lab, smo pristopili k biologiji nekako drugače in imamo eksperte za vedensko ekologijo in za biomateriale. Za samo filogenetiko pa trenutno bolj uporabljamo genetske podatke kot tiste klasične morfološke in vedenske, s katerimi sem jaz dejansko začel. Pomembno je tudi vaše delo z področja varstvene biologije, kjer ste objavili primer filogenetskega pristopa v ohranjanju skupin organizmov na primeru sesalcev skupine Afroteria. V čem je pomen tega dela? Čeprav sam po stroki nisem striktno varstveni biolog, pa sem seveda po duši, pa je varstvena biologija seveda tudi zanimiva za vse biologe, tako taksonome kot tudi druge. Namreč, ker vemo, da biodiverzitete ne moremo niti v celoti popisati v naših življenjih, kaj šele, da bi jo lahko tudi ohranili, potem potrebujemo nekakšne prioritete. Recimo, če imamo zmožnost dejansko na hitro ohraniti recimo 100 vrst, ne bo vseeno, kako teh 100 vrst izberemo, to ne bo naključen izbor, temveč se moramo poslužiti nekakšnih kriterijev in iz mojega zornega kota kot evolucijski biolog se poslužujem evolucijskih pristopov in tako smo v teh dveh študijah, ena se je dotikala zveri, druga pa sesalcev iz skupine Afroteria, nekako ponudili tak pristop, kjer smo najprej rekonstruirali filogenije skupin
in na osnovi njihovih razvejišč, se pravi sorodstvenih povezav med vrstami, ter na osnovi molekularne ure nekako kalibrirali in se dokopali do evolucijskih dreves, ki nam potem skupaj s podatki z terena, se pravi o ogroženosti samih vrst, nekako omogočajo ustanoviti prioritete, kaj ohraniti na globalnem nivoju bolj kot drugo. In recimo pri zverjeh sta bila absolutno na vrhu ranga rdeči panda in veliki panda, med afriškimi sesalci pa aardvark. Tako, to je nek biološki, evolucijski pristop k varstveni biologiji, ki bi jo seveda z veseljem tudi izvajal na nevretenčarjih, vendar zaradi pomanjkanja podatkov smo pokazali, kako se to lahko naredi na sesalcih. Poleg znanstvenega dela ste dejavni tudi na poljudnem in strokovnem področju. Izjemen je vaš prispevek k popularizaciji pajkov, zoologije in biologije pri nas in v svetu. Pripravili ste tudi spremno besedo k novemu prevodu Darwinove knjige o nastanku vrst, ter strokovnim pregledom pomagali izdati monografijo o čebelah Slovenije. Se to delo za širšo javnost kako razlikuje od tistega povsem strokovnega raziskovanja in če se, kako? Seveda za znanstvenika ni nikoli čista prioriteta objavljati tudi poljudno, vendar je pomembno, posebej za majhne narode, kot smo mi, da tudi populariziramo znanost in pomagamo razvijati našo znanstveno ali poljudno znanstveno besedo in besednjak. Zato sem, ko so me naprosili, če bi sodeloval pri strokovnem pregledu novega prevoda Darwinove klasike ob 150. obletnici njenega izida, nekako privolil in mi nikoli ni bilo žal, čeprav sem za to porabil ogromno prostega časa. Na ZRC SAZU imamo tudi založbeno hišo in tam je živahna produkcija knjig. Tisto, kar je naravoslovnega, tudi mi na našem biološkem inštitutu Jovana Hadžija pomagamo urejati in tako so nastale tudi Čebele Slovenije in tudi druge knjige. Mislim, da je tudi to pomembno, predvsem je pa tudi izziv tudi za znanstvenika, da se v čim bolj preprostem besednjaku nekako spusti na laični nivo in poskuša razložiti še vedno vse, kar je v znanosti pomembnega. Kar je pa podoben izziv tudi, ko se seveda lotevamo predavanj, ki jih imamo bodi si doma, bodi si po svetu. In s tem seveda dosežete širok krog ljudi. Kakšnemu delu pa se posvečate zdaj? Kaj trenutno raziskujete? Trenutno me najbolj zaposljuje raziskovanje tako imenovanega spolnega velikostnega dimorfizma, spet pri pajkih. Pajki so poznani po nekaterih stereotipih, med drugim tudi tistim, da samica samca požre med parjenjem. To je dejansko res pri mnogih vrstah, pri katerih so samice mnogokrat večje od samcev. In to je tako imenovani fenomen spolnega velikostnega dimorfizma. To zdaj študiramo v našem laboratoriju iz več vidikov. Delujemo na 2-3 modelnih skupinah, zlatih mrežarjih, potem osastih pajkih in tudi drevesnih pajkih iz Afrike in Madagaskara. Ter študiramo ne samo evolucijo velikosti in se pravi samega razvoja spolnega dimorfizma skozi milijone let, temveč tudi katera vedenja in drugi ekstremni fenotipi se razvijajo skupaj z velikostjo. In imamo nekaj zelo po mojem pomembnih odkritij, vendar pa še ogromno za odkriti, med drugim tudi kaj sploh je odgovorno za nastanek takšnih ekstremnih fenotipov, kot je spolni dimorfizem, ali pa emaskulacija, ali pa spolni kanibalizem, kot smo ga že omenili, in tako naprej. Dr. Matjaž Guntner, vsi vam želimo še veliko uspeha pri vašem delu in seveda iskrene čestitke za nagrado. Nagrado pa bosta podelili direktorica inštituta, profesorica Tamara Lah-Turnšek in predsednica znanstvenega sveta inštituta, izredna profesorica doktorica Jana Želj.
Dr. Matjaž Konta še enkrat in iskreno čestitamo. Na vrsti je podelitev nagrade za izjemen razvojni dosežek v zadnjih 5 letih na področju dejavnosti. Prosim predsednico komisije za nagrade, dr. Marijo Dermaslja, da razglasi nagrajenca. Nagrajeno delo sega na področje okoljskih tehnologij in je prvo z najvišjo stopnjo tehnološke razvitosti. Nagrado za izum podeljujemo izrednemu profesorju dr. Bojanu Sedmaku, ki je v zadnjem obdobju zelo uspešen pri prenosu temeljnih znanj v gospodarstvo. Rezultat timskega dela in sposobnosti izrednega profesorja dr. Bojana Sedmaka za komunikacijo in upravljanje med akademsko in poslovno-tehnično sfero je prijava izuma na Evropskem patentnem uradu za metodo in sistem za hkratno neinvazivno zaznavanje, razlikovanje, sestave, strukture in morfologije mikroskopskih množic in združb, njihovih sprememb ter stanj s pomočjo pulzno inducirane osvetlitve. Izredni profesor, dr. Bojan Sedmak, seveda iskrene čestitke. Sodelovanje znanosti z gospodarstvom pri nas ponavadi ostaja bolj na nekem deklarativnem nivoju kot nek slogan o promocijskem materialu države, ki si želi biti uspešna. Vam pa to uspeva v praksi. Kaj mislite, kako in zakaj? Ja, zato je potrebno predvsem veliko potrpljenja. Danes naš svet se razvija tako hitro in vse pravzaprav nas žene v uporabo novitet. Tako da je družba naša zelo segmentirana. Danes, na primer, že potrebuješ odvetnika, če hočeš razumeti garancijo za hladilnik. Kaj šele, da bi se sporazumeli dve takšne srednje, kakor so recimo znanstvena skupnost pa gospodarstvo. Cilji, čeprav samo navidezno, so popolnoma različni. Gospodarstvo stremi za ustvarjanje dobička, seveda, ki je pa absolutno nujno potreben za razvoj in za nove produkte, dočim znanost zahteva odgovore, ki morajo biti jasni, ki morajo biti pravi, realni, zato je treba čas, potrpljenje, preverjanje. Kako skupaj to spraviti v nek produkt? Nek produkt, ki danes mora biti nov. Ker edino v novih tehnologijah, v novih znanjih, v novi znanosti, pravzaprav je tisto, kar se reče dodana vrednost. Zato, ker samo tisti, ki je prvi, lahko da celo nekemu proizvodu. Seveda, če je ta dober in zanesljiv. Torej, srečanje teh dveh sfer pomeni, mora temeljiti predvsem in zelo na zaupanju. Na zaupanju, da nekdo nekaj zna, da je sposoben narediti. In seveda na zaupanju tudi z druge strani, da bo produkt takšen, da bo uporaben, da bo dal nekaj novega, da bo v bistvu morda nekaj prihranil, da bo to denar, čas, delo. No, naprava, narejena po vašem izumu, je že v uporabi, dva modela sta, in sicer na Bledu in na Koseškem bajerju. Nam lahko predstavite napravo, odkud pravzaprav ideja za njo, kam je ugrajena, kakšen je njen namen? Ja, da se ne bomo, tukaj govorimo o dveh stvarih. Pravzaprav tisto, kar je izum, je naprava, ki je ugrajena v plovilo. To je naprava, na svetilni sliki, je kako zaznavati neke delce, ne da bi bilo potrebno prej jih, recimo, razbiti, ampak jih lahko gledamo v eni osnovni naravni obliki, recimo podobno kot citometrija, samo da mi lahko gledamo družbo kot takšno. No, ta naprava je v različnih izvedbah narejena. Je narejena tako kot laboratorijska, je narejena tako kot prenosna terenska, je pa narejena tudi kot vgradna v plovilo. Mi smo mešati napravo in plovilo, ki je stvar, ki je izdelalo podjetje Arhel, s katerim sodelujem.
jaz sem temu pravilu dal samo na mnenje. Robotizirano pravilo plus zgrajeno našo senzorsko napravo je tisto dodana vrednost, ki proučuje lahko v naravi, v tem primeru se uporablja za planktonske, za fitoplankton, za analizo, biološko analizo voda, kar ne smemo zanemariti, ker biogeokemični ciklusi v vodi, to pomeni planktonski organizmi, ki so v vodi, so edini, ki lahko to vodo čistijo, ker nam omogočajo tudi v končni konsekvenci pitno vodo. Torej, naprava je en del skupnega projekta, ki pa je tudi robotizirano plovilo in tudi vsi, kar je pa stvar drugih inženirjev, elektronikov, računalničarjev iz tega podjetja, ki so delujem na CVS-u, tudi na emisiki, ko se lahko vidi celotno ekipo, skoraj celotno ekipo, tudi pošiljanje podatkov v realnem času. To je tudi ena izmed stvari, ki manjka. Danes, recimo, mi delamo veliko za razne vladne agencije, ki zahtevajo, ali pa tudi za Evropsko skupnost, zahteva podatke o kvaliteti bioloških kakovosti voda. Mi to proučujemo, vzročujemo, merimo, fotografiramo, ne vem kaj, in potem čez eno leto, morda, ko se že vse spremeni, izide publikacija. Ampak mi želimo vedeti danes, kaj se dogaja v tem vodnem delu. Nam lahko tudi vi razkrijete, kakšno je vaše sedanje delo, kakšne želje, načrti za prihodnost? Seveda, mi želimo predvsem, da bi, poglejte, tako kot knjiga, če je napisana, še ni nič, tako tudi nek izdelek, če ne pride v uporabo, ni prav dosti. Moja želja, naša želja skupna je tudi cela ekipa, tudi, to je na Koseškem Bajerju, ta plovilo ima svoj pristan, ki se lepo vklapa v naravo. Torej, mi želimo, da bi ta tehnologija, ki omogoča izdelavo senzorjev, ki so neprimerno cenejši in omogočajo iz manj investicije več podatkov, relevantnih podatkov, ne v realnem času, da bi to nekje uspeli spraviti tudi v zakonodajo. Zato, ker edino takojšnji rezultati nekega okoljskega stanja, ker mi merimo tudi pojavljanje nevarnih snovi v vodi. Edino takojšnjo seznanjanje javnosti lahko pripomore k varnosti. To je pa, zdaj imate v sliki mojo idejo, kako bi to, sicer takrat, to sem predstavil v Sao Paulo na eni gospodarski konferenci, kako bi združili nekaj približno tako, kot je sodobne vremenske postaje, da bi tudi stanje voda spremljali v realnem času, lahko obveščali in tudi posredovali takrat, ko je to potrebno. Ne za nazaj, nekaj let, ampak takrat je to potrebno. Izredni profesor dr. Bojan Sekerbak, hvala za predstavitev in pogovor. Priznanje bosta podelili direktorica inštituta, profesorica doktorica Tamara Lah-Turnšek in predsednica znanstvenega sveta inštituta, izredna profesorica doktorica Jana Želj. Čestitamo. Tako, spoštovani gostje, že smo pri osrednjem trenutku današnje slovesnosti, to je podelitvi velike nagrade Miroslava Zeja za življenjsko delo. Prosim predsednico Komisije za nagrade, profesorico doktorico Marino Dermastja, da razglasi nagrajenca. Veliko nagrado Miroslava Zeja za življenjsko delo prejme profesor dr. Radovan Komel.
vodja Medicinskega centra za molekularno biologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je vrhunski mednarodno uveljavljeni raziskovalec z področja biokemije in molekularne biologije ter eden izmed utemeljiteljev medicinske molekularne biologije in genetike, kot tudi genskega inženirstva v biokemiji in biotehnologiji v Sloveniji. Pri svojem delu si je vedno prizadeval za rušenje zidov med različnimi ustanovami in je podpiral povezovalno policentričnost v slovenski biokemijski in medicinski razvojno-raziskovalni sferi. Profesor dr. Radovan Komelj je že v času svoje doktorske naloge deloval v tujini, kjer je upravljal tudi podoktorsko delo. Po vrnitvi v Slovenijo je svoji takratni področji delovanja, tehnike genskega inženirstva in medicinske molekularne genetike, začel vpeljevati v slovenski raziskovalni prostor. Vodil je različne laboratorije, vodenje mešane skupine raziskovalcev Kemijskega inštituta in farmacevtske družbe LEK, pa je privedla do proizvodnega postopka prvega slovenskega biološkega zdravila. Med drugim je bil predsednik vladne komisije za pripravo zakona o genski tehnologiji in od letos delovne skupine za pripravo osnutka zakona o biomedicini. Bil je nacionalni koordinator za področje biotehnologije, od leta 2006 je predsedujoči v znanstvenem odboru za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih sistemih pri Ministrstvu za okolje in prostor. Profesor dr. Radovan Komelj, seveda tudi vam iskrene čestitke. V bistvu bi morali še veliko naštevati, da bi uspeli vsaj delno opisati vašo razvejano dejavnost. Nenazadnje so se v vašem času tudi spreminjala vaša področja delovanja. Katero je danes tisto najbolj vaše, na katerem področju vam še danes poskoči srce? Da, srce poskakuje večkrat, naprej. Tako da, nekako bi bil tukaj začetka mogoče uvajanja te genske tehnologije, zdaj zadnje obdobje, ko se ukvarjamo bolj s genomiko. Izhajam pravzaprav iz teorijne biokemije, takrat sem preživel doktorske študije v Nemčiji, tudi v vzhodne Nemčije takrat. To je zelo hecna življenjska izkušnja, da. Ampak te so pa vrhunske inštitute za steroidno biokemijo, ker so takrat se že šli bodybuilding, pa ker ni bilo še tako na udaru pri športu, in so zelo dobro biokemijo imeli. No in takrat je potem tudi ideja padla, da bi nekje združevali razne informacije z različnih organizmov. In takrat so gensko inženirstvo bilo pravzaprav še v povojih. In to združevanje je bila neka predhodnica razmišljanja, ki že v rečemo sintezna biologija, takrat se je pa temu rekla bolj metabolično inženirstvo. No in seveda potem je sledila ta uvajanje genskega inženirstva. Molekularni biologi so bili že predhodniki, profesor Grabner recimo, nas je prvi poučeval v molekularni biologiji, mi smo kemiki prišli tudi do interdisciplinarni študij, so nam kar malo zasežki po koncu, začetka nismo nič razumeli, potem smo pa počasi dobili to področje in smo začeli potem močno razmišljati. No in nekje smo uvedli to gensko inženirstvo tam leta 84-87 in prva publikacija, na katero smo bili ponosni, je bila v Vestniku Slovenskega genetskega društva, današnjega stališča je to vredno. Se zdi, da je pa bilo, to je bila prvič, da smo neke delce genske skrb sestavljali v neki bakteriji in da je to funkcioniralo. No, sledilo je pa potem uvedba tudi seveda ti genetskih metod. To je bilo pa na pobudo naših zdravnikov, profesor Zlečkavajner je bil tukaj vodilni, ki smo to medicinsko genetiko začeli uvajati. In na začetku so bile to enogenske bolezni, ciklična skleroza, hemofilija. In to je potem se upadlo z ustanovitev Medicinskega centra za molekularno biologijo. Dobrih 10 let smo mi raziskovali, istočasno smo pa te izsledke diagnostične prenašali na klinične ustanove. Nekaj bo danes, rečemo, precej translacija, to se je tukaj že izvajalo. In smo kar lepo šli na desetine, če ne na stotine diagnostik naredili na teh enogenskih boleznih.
Ob tem seveda smo pa pomagali, da so se ti laboratoriji pa kadri usposabljali, da so se postavljali na naših kliničnih ustanovah. Tukaj smo potem tudi z biologi seveda sodelovali, če nazaj skočem, tukaj z Navim Master smo fotografirali, da so šli gensko inženirstvo, smo protoklaste delali, pa poskušali pri višjih organizmih, to so bile grile izražati genetske informacije. No, novejše obdobje, to je pa funkcijska genomika, tukaj govorimo o čip tehnologiji. To je pa spet zelo pomembno, nekje se upada s postgenomskim obdobjem, ko več ne raziskujemo posameznega dogodka, posamezne molekule, ampak celico obravnavamo sistem sočasnosti tisočerih dogodkov, prisotnosti tisočerih molekul, kako to v mrežah komunicirajo, kakšen je potem genotip te komunikacije in kakšne so razlike, recimo med zdravim in bolezenskim genotipom. Tukaj seveda se nova orodja spostavljajo in zaradi tega smo potem mi nekje ustanovili mrežo za funkcijsko genomiko in pa potem kasneje postavili tudi center za funkcijsko genomiko in biočipe na medicinski fakulteti, je pa tukaj tudi vidni igralec Nacionalni inštitut za biologijo, ki je en pomembnejših faktorjev v samem začetku delovanju tega centra. Je četrta ustanova in deluje dobro, nekje smo premagali te inštitutske plotove in nekje mladi raziskovalci lahko prosto raziskujejo v tem laboratoriju pod dobrim vodstvom. To so nekaj dva taka časovna dogodka. S svojim strokovnim delom ste navizali vrsto dosežkov. Gotovo je med njimi kakšen, ki bi ga želeli izpostaviti, morda po kriteriju vrhunskosti, pa tudi kriteriju vašega osebnega veselja in zadovoljstva ob katerem izmed dosežkov. Ja, zdaj dosežkih, vsakega dosežka se človek pravzaprav razveseli, tako da težko je izdobiti enega, ki bi ga pravzaprav čisto z bibliografskega stališča je sigurno najvišji tista objava New England Journal of Medicine, to smo po sencistično sklerozo raziskovali. Pa ne samo zaradi same objave. Takrat je bila neka dogma, da ena mutacija v tem genu, ki je odgovoren za bolezen, povzroča bolezni. To je bilo res v severnih populacijah. Mi smo pa z kolegi iz mediteranskih držav ugotovili, da temu ni tako, smo to objavili, da smo posumili, da so tukaj še druge mutacije ali pa da ni pravi gen odkrit. Potem posledica tega, da se je ustanovil svetovni konzorcij, in takrat naprej se je preko 4000 mislim že mutacij ugotovilo v tem genu. Seveda se to je široka mednarodna izmenjava in pa prenosi teh izsledkov v klinično prakso, ker važno je, da se deluje v takih širokih mrežah, da se pa da potem povezati vrsta mutacije s fenotipom in temu potem sledi kvalitetno genetsko svetovanje zdravnika, tako da predvideš tudi pri tej rojstveni diagnostiki, predvideš, kakšna bo usoda bodočega bitja in seveda potem lahko svetuješ take družini, kaj se predi. To je tak, recimo, predvsej vrhunski dosežek bil. Lahko še več pomenom, sam da ne bom potrujil, pa bom kar na naslednje vprašanje šel prej. Ja, se tudi tukaj je verjetno kar veliko zapovedati, ste prejemnik številnih nagrad, tako domačih kot tujih, hkrati tudi prejemnik Lapanetove nagrade za pedagoške dosežke in tretje nagrade Besa za najboljši evropski srednješolski učbenik. Kaj je tisto, kar znanost približuje, naprimer mlajšim generacijam ali pa posameznikom, ki tako na prvo žogo ne izkazujejo zanimanja za take vsebine? Ja, tukaj bi jaz rekel, da je predvsem zelo važna dobra šola. To je od začetka do osnovne šole je važno, da otroci vzljubijo. Tukaj biologija ima pomembno vlogo, mi smo del življenja in če na primeren način pritegnejo mlade ljudi, da nekje dojamejo veličino življenja, veličino narave, so potem na pravi poti, taki ljudje tudi boljši postanejo potem v medsebojni komunikaciji. In seveda imamo pa tukaj znanstveniki izrazito odgovorno vlogo. Mi moramo stopiti dol iz laboratorijev pa pojasniti na razumljiv način
kaj je to znanost, v kakšno smer gre, se udeleževati javnih razprav, polemik in tako naprej. In s tem nekako potem je vedno več prebivalcev in otroci odrastejo, in postanejo odrasli ljudje, ki bodo potem široki bodo poslušali in se nekako s tem vzdržuje polje šarlatanstvu, razni gurujem, ki strašijo, da je znanost grozna, recimo genski tudi je tak primer, in strašijo ljudi. In potem prihaja do neracionalnih odzivov, ki niso dobri, niti v javnosti, kaj še v znanosti, ki potem začne čas herati. Tako da, to je zelo važno, mislim, stališče družbe, ker potem se tudi stroka začne ceniti, ne pa tako, da je neka negativizem vlada, da je stroka nič ne pomeni, se sami vidimo, kako je, enkrat se dolgali smo profesori, enkrat zdravniki, drugič akademiki, da ne govorimo o politikih, tako da so vsi lisice, pa to ni res, gospodarstveniki, da so si neki skropljeni, to ni res, to je nek negativizem. In seveda, če so ljudje široko izobraženi, imajo skepso vse, vejo, da je neka veličina, je nekje v naravi, pa tudi v naši medsebojni komunikaciji, in je nek zdrav pozitivizem, ko morajo tudi na ta način obstaja, tako nekako sklenimo. Kaj pa je po vašem tisto, če pogledate nazaj to časovno dimenzijo vašega dela od začetkov do danes, kaj si zasluži največ pozornosti, kateri spomini so vam najbolj ljubi, so to spomini na vaše začetke ali so vam ljubši tisti manj odmaknjeni spomini? Zdaj bom dal spet dva spomina. Na samem začetku, tisto odjeba genskega inženirstva, prvih prostorih sem mogoče videl, je bilo carinih pa tak, tisto bilo res hecno obdobje, takrat ni bilo nič zlobiti in smo dobesedno smo švercali v žepih kemikalije pa potrošen material. Tudi prvi tisti eliminator presevnik, da vidiš, kaj je na gelu, sem jaz sam s šnic žarco lepo naredil škatlo, pa potem ena ploščica je z Danske bila pretihotapljena, pa smo to naredili in smo tako začeli delati. To so fajn spomini. Na postdoktorskih študijah sem prerisoval zadeve, pa smo potem z raznimi vrtniki delali kratičko za elektroforezo, pa znali tam platarno serije, da nam je platine složičke stopila, pa take reči. To so take pionirski časi, ki so lepe spominam. Drugo je pa se upada s funkcijsko genomiko. Takrat smo v bistvu nekako ustanovili center odličnosti, to je bil biotehnologija s farmacijo, skupaj z nekje 20 ustanov pa partnerskih, ki je bilo v tem. In to je bilo tisto, kar nekako meni osebno je prišlo do nekaj takega preloma, da ni več važno samo to, da imaš samo v svojem laboratoriju, ampak da je dobro tudi, da ima nekdo drug, pa da imamo skupno, in da nekje se povezujemo skupaj prijazno, raziskujemo, sodelujemo. Če smo potem tudi neko infrastrukturo začeli nabavljati, otrok tega je ta že omenjeni center za funkcijsko genomiko, tam smo pa seveda tudi izhodišča za kakšne druge te infrastrukture, ki so pa v letu suhih krav mečkam nigrne, smo pa slišali spodbudne, vsaj začenja se, tako da mogoče pa smo res na pravi poti. Profesor dr. Radovan Komelj, hvala za tale pogovor. Priznanje pa bosta podelili. Pa bomo nazvat počakati. En, dva, tri. Torej, priznanje pa bosta podelili direktorica inštituta, profesorica dr. Tamara Turnšek in pa predsednica znanstvenega sveta inštituta, izredna profesorica dr. Jana Želj.
Karlič biološkemu fakultetu. Tako, spoštovani gostje, tudi v letu 2015 smo podelili nagrade Nacionalnega inštituta za biologijo, nagrade Miroslava Zeja. Nagradili smo predane in vrhunske znanstvenike, med katerimi so eni še na začetku svojih poti, drugi so na poti zasluženo pobrali že marsikateri saj. Spoštovani raziskovalci, naj vam dobrih idej in znanstvenih vizij nikoli ne zmanjka. Iskrena hvala tudi vsem vam, spoštovani gostje, ki ste se nam danes pridružili na tem slovesnem trenutku Nacionalnega inštituta za biologijo. Dovolite mi, da vas ob tej priložnosti povabim še na razstavo Tihomirja Mahovca. Tihomir Mahovec je potapljač, fotograf in sodelavec Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo. Svojo fotografijo Istrske Madone pa je zmagal na fotografskem natečaju Istrska Madona v Teatru podvodnega sveta. Za konec pa mikrofon predajam direktorici inštituta, profesorici doktorici Tamari Lah-Turnšek. Seveda pa zadnja beseda naj bo povabilo, da se druženju v naši avli, ker kot veste je danes Martinovo in to je potrebno proslaviti, se družiti in želim vam res en lep večer, ob tem tudi pogovor s našimi nagrajenci in drugimi kolegi. Obenem pa, ker se letos verjetno z marsikomu ne bomo več srečali, želim tudi vsem srečno, uspešno in zadovoljno novo leto, tako vam, kot tudi vašim družinam in seveda nasvidenje naslednjo leto. Hvala lepa.